V letošnjem letu so vozniki pod vplivom alkohola v Sloveniji do konca septembra na naših cestah povzročili več kot 1100 prometnih nesreč. 20 ljudi je v teh nesrečah izgubilo življenje. To je tretjino več kot v istem obdobju lani. Policija za začetek novembra, ko bodo po državi martinovanja, pripravlja poostren nadzor nad vozniki. Akcija Slovenija piha nič nič, ki letos praznuje 10 let, se bo začela jutri. Izkušnje kažejo, da zaradi takšnih akcij za volan sede manj ljudi pod vplivom alkohola. Nič alkohola v krvi je slovenski cilj do leta 2030, meja pa še vedno ostaja pri 0,5 grama na liter, tako kot v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem. Sosedi Madžarski pa je uspelo, uzakonila je nič alkohola za voznike. Nekaj se je zabavati, pa veseliti, nekaj pa potem varno prideti domov. Tako da od vsega začetka to podpiramo, si želimo te spremembe. A varen prihod domov ni samoumeven. Treba se je zavedati, da to, da se ti nekaj zgodi, da se nekemu tvojemu bližnjemu zgodi, kot se recimo meni ali pa našim ambasadorjem Zavoda Varna pot, to ni nekaj, kar si zbereš. In nihče tega ne pričakuje, ko je pa enkrat se to že zgodilo, je pa prepozno. Mlajši danes že od malih nog poslušajo o varni mobilnosti ter tako postanejo varnejši in odgovornejši vozniki. Udeleženost mladih v prometnih nesrečah zaradi alkohola se je zmanjšala. Medtem ko starejši v njihovi mladosti temu niso bili podvrženi in so mogoče imajo malo manj kritičen odnos do vožnje pod vplivom alkohola. Zaradi tega je imelo težave tudi nekaj vidnih članov slovenske družbe. Brez izpita je pred 7 leti ostal župan Postojne, v opitem stanju je vozil vodja mariborskih kriminalistov. Pred 5 leti je zaradi opitosti za volanom odstopil državni sekretar in zdajšnji poslanec državnega zbora Franc Breznik. Pred 2 letoma pa koprski župan ni sprejel odstopa podžupana Janeza Starmana, ki so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Brez smrtnih žrtev na cestah je lani uspelo mestu Helsinki. Se trend, predvsem z ozaveščeno mlajšo generacijo, tudi pri nas še lahko obrne?